Vemo, da slovensko zdravstvo potrebuje sistemsko zdravljenje. To dokazujejo dolge čakalne vrste, to nenazadnje zahtevajo tudi zdravniki, zdravstveno osebje, ki delajo v nemogočih razmerah, in to dokazuje tudi demografska slika Slovenije, ki se iz leta v leto poslabšuje, čedalje več imamo starostnikov, starajoče se prebivalstvo pa zahteva tudi dodatno zdravstveno oskrbo. Vemo, da denarja za zdravstveno varstvo ni na pretek, oziroma da ga je za naraščajoče potrebe premalo, in zaradi tega je potrebno sprejeti nujne ukrepe oziroma reforme. V Novi Sloveniji smo to že nekajkrat zahtevali od vlade oziroma od pristojne ministrice, vendar do sedaj še nismo zaznali, da bi bili narejeni ustrezni premiki na tem področju, na kar nas opozarja tudi celotno zdravstvo. Ker ne želimo nikoga rušiti, ampak želimo biti konstruktivni, smo v Novi Sloveniji pripravili v okviru našega strokovnega odbora in tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov izhodišča za zdravstveno reformo. Prej sem že povedala, kateri so razlogi in jih tudi vsi poznamo, vemo pa tudi, da se tudi zdravstvo spreminja, da imamo nove metode zdravljenja, in zato so potrebne tudi nove oblike organiziranja. Vemo, da ima zavarovalnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje, monopol v Sloveniji, mi pa predlagamo, da bi bilo več konkurenčnosti na področju ponudbe storitev in pa tudi na področju ponudbe zavarovanj zdravstvenih storitev. Torej, s tem, ko se poveča konkurenčnost, menimo, da se bo izboljšala tudi kvaliteta storitev in pa kvaliteta oziroma ponudba storitev. To pa bo pripomoglo, da bo imel pacient boljše pogoje, da bo sam lahko izbiral zavarovalnico in pa tudi zdravnika, kjer se bo zdravil. Torej, predlagamo spremenjeno funkcijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da se preoblikuje v agencijo in potem ima za to tudi pristojne naloge. Še posebej pereč problem je na področju dolgotrajne oskrbe, kjer je nujno potreben zakon za to področje, ki je tudi del naših ukrepov v okviru zdravstvene reforme. Redefinicija košarice pravic in še marsikaj drugega. Mi bomo te ukrepe predstavili, želeli smo že oziroma zaprosili smo že v preteklosti predsednika vlade, da nas sprejme, da njemu to predstavimo, vendar je bil veliko odsoten in zadržan. Tako da bomo zdaj zaprosili pri ministrici za zdravstvo, da ji to predlagamo. Vkolikor ne bomo dobili zagotovil, resnih zagotovil, da dela svojo oziroma da je pripravljena sprejeti tudi naša izhodišča, potem seveda bomo izpolnili tiste napovedi, ki smo jih že dali spomladi ali poleti. Mi ne želimo nikogar rušiti, želimo pa, da se to področje končno uredi, kajti skrajni čas je že in vemo, da bojo problemi še večji. Vodja tega projekta zdravstvene reforme pri Novi Sloveniji je poslanec, ki tudi deluje v tem odboru, Jernej Vrtovec, ki bo podrobneje vsebinsko predstavil naša izhodišča. Kot sem pa dejala, za temi izhodišči pa stoji naš odbor, strokovni odbor za zdravstvo, ki ga vodi dr. Janez Lavre, direktor Slovenjegraške bolnišnice, torej človek s praktičnimi izkušnjami na tem področju in nekateri drugi strokovnjaki, tudi zunanji strokovnjaki, in smo prepričani, da so ti ukrepi dobro premišljeni in da vodijo v pravo smer.